Življenje z motnjo starjevanja krvi pravzaprav ni nekaj preprostega, vendar to velja predvsem na račun prepoznavnosti bolezni, diagnostike in zdravljenja, pa tudi morda nevedenja o težavah, ki jih povzročajo tovrstna obolenja. To iz prve roke veste najbolj dobro. Nam lahko poveste, kateri so ključni izzivi pri tem? Predvsem neprepoznavanje bolezni. Kamorkoli sem do zdaj prišla, ko povem, kakšno diagnozo imam, nihče sploh ne ve za to. Se mi zdi, da prepoznavnost bolezni, da je premalo poznana, premalo ljudi še ve. Ko rečem, da imam hemofilijo, čeprav von Willebrandova bolezen, kot jo imam jaz, ni hemofilija, je le tudi krvna motnja, potem že malo sklepajo, kaj bi to lahko bilo. Ampak predvsem ta nevednost se mi zdi največji izziv, sploh pri nas v Sloveniji. Kako pa je pravzaprav slabo poznavanje oziroma tudi pozno prepoznavanje te bolezni vplivalo na vašo diagnostično pot? Kako dolgo je trajalo, da so vam odkrili bolezen in jo začeli ustrezno zdraviti? Jaz sem diagnozo dobila šele pri 24 letih. V mladosti, kljub močnim menstrualnim krvavitvam, velikokrat sem bila zaradi tega tudi hospitalizirana, dobivala transfuzijo, vedno sem bila v modricah, zelo sem bila ves čas slabokrvna, zaradi tega sem se tudi izogibala športnim aktivnostim, ker sem bila seveda vsa modra, sploh pri odbojki, ko podajaš se žogo, vse roke vidno v modricah. Nisem šla na maturantski izlet, nisem hodila v šolo v naravi, ravno zaradi te slabokrvnosti, ker nisem bila sposobna nikamor sploh priti. Vedno, kadar sem bila v bolnici, je bilo rečeno, da je to nekaj normalnega, da pač smo tam zaradi krvavitev, ampak meni se takrat ni zdelo to normalno. No, sem bila edina mojih let, v osnovni šoli je bilo še to, edina sem bila mojih let tam na tem oddelku. Ampak da bi se pa kdo takrat v mojih mladih letih poglobil v to, kaj mi je, se ni. Diagnozo sem dobila pri 24 letih, ko bi mogla iti na nek manjši poseg in so mi v sanatoriju takrat naredili osnovno krvno sliko in je zdravnik rekel, da s tako krvno sliko žal ne bo operiral, naj se obrnem najprej na hematologe. In v tistem času sem tudi ugotovila, da sem noseča, in me je doktor Zver takrat vzel pod svoje okrilje in smo takrat šele dobili diagnozo. Tako da po tej diagnozi se mi pa zdi, da se pa moje življenje obrnilo precej na bolje, da le od takrat nekako normalno lahko živim, brez vseh težav. Vse te tenčice, ki so zakrivale pogled na diagnozo, na vzroke za težave, so bile nekako odstranjene, kaj ne? In verjetno oziroma zagotovo vam je to v pomoč tudi pri vaših otrocih oziroma pri otroku, ki ima prav tako motnjo starevanja krvi, kaj ne? Tako, imam 3 otročke, ena je Mateja in Zojo, srednji je žal ali na srečo podedoval bolezen, je bolj miren otrok, tako da imam, kot pravim, srečo z njim, ker če bi bil to večji oziroma mlajša, ko sta res športno aktivna, bi bila situacija drugačna. Pri Mateju je že doktor Faganelov zelo zgodaj odkrila motnjo, tako da smo točno vedeli, kako in kaj nas čaka. Tako da se mi zdi, da v bistvu to je bil kar en tak velik plus, no, da smo prišli k njej, da nam potem pomaga še naprej. In z zdravili, in z nasveti, in vse ostale stvari. Pri tem pa me zanima, ker lahko pogledate tako na svojo izkušnjo osebno, kot na izkušnjo, kakršno imate zdaj kot mamica. Je prišlo do kakšnega napredka v slovenski družbi, predvsem denimo v šolskem sistemu, pa tudi kasneje v izobraževalnem, pa potem v splošni družbi? Je poznavanje tovrstnih težav boljše? Kakšne so vaše izkušnje? Kakšna je vaša ocena? V moji mladosti se o tem sploh ni govorilo, ne. To je bila še vedno zdaj nekaj menstruacija, krvavitve, sploh pri ženskah je bila neka tabu tema. S tem se pač ne govori. Mislim, da zdaj, če bi imela hčerka bolezen, bi bilo to zopet drugače, ker je pa pač sin, je pa druga pesem tukaj. Pri Mateju v šoli mi doktor Faganela vsako leto izpiše navodila za uporabo, vedno prvi šolski dan prinesemo zdravila v šolo, povemo diagnozo, kaj ima, do sedaj ni bilo težav.
V letošnjem šolskem letu je nastopila nova učiteljica, se mi zdi, da ni tako vešča tega, oziroma ni bila tako vešča, ni vedela, kako sploh ukrepati v tem primeru. Pa smo imeli kar nekaj nesporazumov, no, sedaj se je to tudi uredilo, tako da je še vedno tukaj to osveščanje. Bi pa pri tem res pohvalila društvo Hemofiliko in tudi dr. Faganelovo. Ne vem, če veste, v društvu Hemofiliko so izdali zapestnice, na kateri je telefonska številka enega od staršev, otrokova diagnoza in otrok to zapestnico ves čas nosi. In v primeru, da bi se karkoli zgodilo, kjerkoli z njemu, ima tako telefonsko številko mene kot starša na voljo, da se ga pokliče. In prav tako tudi društvo Hemofilikov ponuja opcijo, da hodi od šole do šole in osvešča učitelje, učence o teh boleznih. Prav tako tudi zdravniki hodijo na to temo okrog. Zato je res super, no, da jih imamo take ekipe. To je izvrsten, spodbuden napredek, pa vendar me zanima, kaj pa bi morda še izpostavili kot izziv, na katerega je še treba odgovoriti, kjer je še treba ukrepati, kjer bi bilo treba doseči, da bi se obravnava obolelih, s tem mislim na širšo obravnavo, izboljšala. Predvsem bi tukaj mogoče apelirala na zdravstveno osebje. Jaz, ko sem hodila okrog po zdravnikih, okrog zdravnikov tudi med nosečnostjo, se spomnim medicinske sestre, ko sem rekla, jaz imam pa to diagnozo, kaj pa je to za en vrag. Tega se spomnim, kot je bilo včeraj, pa to ni bil edinstven primer, tega je bilo ogromno. In se mi zdi, da bi vsaj zdravstveno osebje moralo vedeti neke osnove. Do sedaj, v mojih 36 letih, sem samo enkrat doživela, da ni bil hematolog, ko je dejansko vedel, kaj je ta diagnoza. Tako da na tem področju mogoče bi kot prvo zdravstveno osebje moralo malenkost več vedeti o motnjah strjevanja krvi in o podobnih primerih, kako reagirati.